spoštovane dame in predvsem spoštovane podjetnice. Dobrodošle na Dnevu ženskega podjetništva, ki ga pripravlja Podjetniška trgovska zbornica pri GZS. In je prav, da se tudi ženske znate pokazati, da se izkažete, in prav je, da začnemo pospeševati žensko podjetništvo. Pri Podjetniški trgovski zbornici smo ponosni na tiste, ki imate pogum, voljo, znanje in vizijo za podjetniško aktivnost. In to dokazujete tudi že z desetletji uspešnega dela. Žensko poslovanje, žensko podjetništvo je pogosto, ne vedno, pogosto je drugače oblikovano kot moško, gre za drugo motivacijo, gre za druge dejavnosti in predvsem druge razloge za vstop v podjetništvo. In zanimivo, da ženske izpostavljate prožen delovni čas kot največjo prednost podjetništva. Tukaj recimo pri tem glavnem motivu nekaj spremeniti, dodati neko novo vrednost, orati neko ledino, tukaj je pa praktično interes žensk enak moškemu po raziskavah GEM za Slovenijo za 2019. Moj poziv vam, da aktivno sodelujete pri oblikovanju teh predlogov, kako dejansko ta potencial, ki ga imamo, ali premalo ali pa še ne izkoriščenega, izkoristimo. In tukaj obljubljam vso podporo gospodarske zbornice, ker menim, da je to ne samo priložnost, ampak nuja, če želimo kot družba narediti naslednje korake v tem razvojnem smislu. Women entrepreneurship deserves dedicated data sets, which mean they should be gender specific, country comparable, cross-sectorial and therefore reliable. Only by making this effort can we captivate the attention of policymakers, whether at national or EU level, and channel it into tailor-made, effective measures designed to remove obstacles that put women at such a disadvantage to men when attempting to start a business from scratch or grow it. Through unity, we believe we can bring change. So let's be inspired by all the examples of our amazing women entrepreneurs, both at the heart of Europe's green growth and digital transformation, and all other business ventures they are involved with. Evropska komisija je ustanovila WeGate, evropsko platformo, ravno z namenom širjenja in izmenjave uspešnih zgodb, ozaveščanja in mreženja med podjetnicami, in vesela sem, da to imamo danes tudi v Sloveniji. Za Evropsko komisijo je to namreč zelo, zelo pomembna tema. Na Spirit Slovenija, naši agenciji, se zavedamo pomena ženskega podjetništva. Zato skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo že vrsto let izvajamo programe za spodbujanje ženskega podjetništva. Številne podjetnice, začetnice so tako preko teh programov poleg finančne spodbude pridobili tudi nova znanja, izkušnje in poznanstva, pa tudi individualne ure mentoriranja za lažji začetek in nadaljevanje svoje poslovne poti. Let je kar neka doba, v kateri so seveda bili vzponi in padci, bolj vzponi, in to smo res veseli. Je pa res, da to ni v bistvu samo služba, to ni delo, to je življenje. In če to delaš s srcem in to delaš rad dan za dnem, potem je pa nek rezultat tak, ki mora biti, ki si ga vsi želimo. Zame je podjetnik ali podjetnica enako. Jaz vedno rečem, moški in ženska nista enaka, sta pa enakovredna. In če se ženska odloči peljati podjetništvo, krasno, odlično, ga bo peljala na način, če ga bo peljala na ženski način, bo več organizacijske kulture se odražalo iz podjetja, se bo odražalo boljši odnosi, tako. Ne znam dati odgovora, jaz bi prej rekla, da je zelo dobro, da se v podjetju pojavita tako ženska kot moški, ker tudi mi smo sestavljeni iz ženske in iz moške energije. Kaj imamo ženske drugače? Predvsem, jaz mislim, da ta del, kjer je že Tanja malo nakazala, tudi Katja, da je intuicija tista, ki jo imamo močnejše kot moški, jaz bom rekla, da to ali lahko imenujemo kompetenco ali ne, to je ena od, bom rekla, zadev, ki jo posedujemo. Hkrati, jaz mislim, da vseeno je malo manj tekmovalnosti kot pri moških, in da je več sodelovanja, in da to je tisti del,
kjer smo potem mogoče ženske lahko bolj uspešne, ne, tudi moški bi lahko bili, če bi malo spustili to tekmovalnost, ne. Pa verjamem, da delo z ljudmi. Jaz sem imela možnost obdržati neko ziher službo, ne, javno službo, ampak sem se po enem letu odločila, ne, to ni za mene. Jaz želim v življenju, se pravi, verjetno bom delala celo življenje, delati nekaj, kar mi omogoča nek oseben razvoj, svobodo, odločanja, da delaš tisto, kar je prav, sodeluješ z ljudmi, s katerimi misliš, da je vredno sodelovati, da ima tu nek efekt. In pa skratka, da imaš neko zdravo delovno mesto. Mislim, da je ta rek, da moraš nekaj videti, da lahko to postaneš, torej you can't be what you can't see, torej rabiš nek vzor, da vidiš, da se lahko predstavljaš ti na tem položaju ali pa v tem podjetju ali pa da delaš, da opravljaš ta poklic, to mislim, da je najbolj pomembno. In da se potem tudi povezujejo ženske med sabo. Drage dame, sprejmite se, bodite hvaležni, kdor ste, res, to je ta prvo, in vse, kar ste dosegli v življenju, in povezujte se in prosite za pomoč, ko jo potrebujete. Vidimo, da smo v Sloveniji v zadnjih 20 letih naredili velik korak naprej in da pravzaprav presegamo te kriterije, se pravi podjetništva kot zaželene karierne izbire ali pa spoštovanje uspešnih podjetnikov v družbi in medijska podpora podjetništvu je v Sloveniji na bistveno višji ravni, kot to velja za povprečje Evrope. In to je nekaj, kjer smo naredili velik korak naprej. Ko pa gremo na individualnega posameznika in na elemente pravzaprav podjetniških zmogljivosti, pa vidimo, da Slovenija pravzaprav tukaj precej zaostaja za evropskim povprečjem, tako na področju zaznavanja poslovnih priložnosti, kot na področju zaznavanja, torej dojemanja lastnih znanj in sposobnosti za to, da bi postali podjetniki, kakor tudi v strahu pred neuspehom. In zanimivo je seveda podatek o tem, ne, da če že Slovenija zaostaja za povprečjem Evrope po teh elementih podjetniških zmogljivosti, so ženske po vseh teh kriterijih, ne, in tukaj smo prikazali te podatke, jaz sem z rdečo to malo označila, ne, da je njihova zaznava poslovnih priložnosti še šibkejša od moških, da so manj torej prepričane v svoje znanje in sposobnosti za podjetništvo. To izhaja tudi iz večje samokritičnosti žensk, danes smo veliko o tem slišali že, in pa tudi bolj jih je strah neuspeha, kot to velja za moške in seveda tudi za evropsko povprečje. Ker smo danes tukaj zbrani na temo ženskega podjetništva, večkrat smo že slišali, kaj potrebujejo ženske. Tudi sama sem osebno prepričana, da poleg finančne podpore oziroma osnovnega pogoja, da z nekim poslom sploh začneš, rabijo znanje, veščine, določene spretnosti, neko mentorsko podporo, mreženje, hkrati pa verjamemo, da so uspešne ženske podjetnice na dolgi rok tiste, ki si upajo, tiste, ki zaupajo v nek svoj ženski nagon preživetja in predvsem tiste, ki imajo podporo najbližjih in tudi širšo podporo. In v to širšo podporo nekako štejemo tudi naše poslanstvo in naše ukrepe. Več kot polovica teh mojih anketirank je imelo še vedno nižjo izobrazbo, višje izobražene ženske pač ne grejo v podjetništvo, zaradi tega, ker ja, če so zadovoljne v svojih službah in tam lahko prispevajo in tam lahko delajo, se pač ne bodo usmerile na podjetniško pot. Če pa je naša strategija, da bi to želeli, potem je treba pa razmisliti, kako na to pot znanstvenice in visoko izobražene profesionalke vzpodbuditi, če si to res želijo, kako jim pomagati, če si to želijo, ponavljam, ne, in poudarjam pravzaprav, kajti jih podjetnic v tej skupini, ki so odgovorile na mojo anketo, je bilo samo 10%. Kaj pa je zdaj ta determination of fit, to spoznanje v ujemanju in začetek prenosa nasledstva, ki pogosto ali pa večinoma ni planiran. Torej, ko začutijo strast, ko dejansko dobijo tisti občutek, tisto pravo energijo za posel,
ko so pred njih postavljeni pravi izzivi, starši znajo te zadeve dobro zapakirati, pravi korenček ponuditi, ko začutijo, da se otroci odtujujejo. In tudi to je takrat, ko starši jim dajo to priznanje, da cenijo njihove sposobnosti, da vidijo njihove sposobnosti, jih prepoznajo in pravzaprav jim tudi začnejo zaupati, pa tudi zaposleni jih začenjajo sprejemati. Statistika kaže, da povprečno na Kickstarterju je 60% moških, ki so lansirali, ki so creatorji, ki so lansirali svoje projekte, in 40% ženskih. Tako da Kickstarter se tudi še bolj trudi, da bi to še bolj izenačil. V Sloveniji nismo toliko uspešni, imamo 90% moških, 10% ženskih samo projektov in tudi v bistvu najbolj ženski projekti so ponavadi bolj v takih creative kategorijah, kot so, ne vem, publishing, igre, hrana, crafts, ilustracije, fashion, take stvari. Predvidene novosti, a ne, in tle se zdaj vidi, naj bi imeli dve možnosti fizične osebe z dejavnostjo. Prav zato, ker je tako tanek led med aktivnostjo fizične osebe in med dejavnostjo poslovnega subjekta, ker ni ravne črte, a ne, ker se pa treba kumulativno vse pogoje presojati, bi bile fizične osebe lahko obdavčene na en ali drug način. Način bo treba zbrati, gotovo bomo zbrali tisti, ki je ugodnejši. Pazite, ko sklepate pogodbe, kot sem že prej povedala, da res izpolnjujete pogoje, predvsem pa, da ste vse razumeli. Res vsako do zadnje besede, vse mora biti vam jasno, po domače vse. In seveda namensko, da porabite sredstva in pa, da boste izpolnjevali tudi vse druge obveznosti. Kaj bi želel, da odnesete od tega kratkega prispevka? Zdaj prvič, za tako visoko investicijo torej ni nujno, da morate tudi dati visok delež v podjetju. Ponavadi bo to predvsem odvisno od potenciala družbe, ki ima, in seveda od dogovora, ki ga boste sklenili. Drugič, pri pogajanjih z investitorji bosta ključna tema definitivno nadzor nad družbo in izstopna strategija. In tretjič, na vaši strani morate imeti strokovnjake, kot je že Anita pred mano izpostavila, vsako besedo pogodbe o investiranju morate razumeti in rabite strokovnjake, da bojo zastopali vaše interese. Ob koncu bi rada poudarila, da so 3 zadeve pomembne na tem področju podpore ženskemu podjetništvu, kot smo že omenili v razpravi. Torej državna sredstva, da se lahko dobijo sredstva za to žensko podjetništvo, mentoriranje in pa zelo, zelo pomemben je networking. Težave ali pa izziv pri pridobivanju financ so še vedno, rekla, največji problem oziroma izziv, predvsem pri startupih, ženskih podjetnicah, in vse to, kot je naš generalni direktor, bi želela, da damo tudi kot predloge na vrh gospodarstva, ki bo 29. novembra, tako da jaz vas bom pozvala po tem dogodku, tudi če imate kakšne še dodatne predloge, da jih uvrstimo na vrh gospodarstva, kjer so zbrani predlogi za vlado, korak za korakom, pa jaz mislim, da naslednje leto bomo že naredili kakšen korak, da bomo slišali tudi kakšne uspešne zgodbe.